edina sorta ljudi z nenavadnim smislom za glasovanje, pridom izkrajanja denimo. Ob prvi v letu 2003 pa mislim, da kljub naši nenadaljenosti za glasovanje ni dvoma. Priznanje pa bo dobil zelo poseben gost. Človek, ki je videl svet od zgoraj, kjer je še lep in kjer je še upanje, kot pravi sam. Svojim ultralahkim letalom je priletel 7 kontinentov, 3 oceane, več kot 60 držav. Letos je v uspehu dodal še prelet nad Severnim polom. In v nekaj meseci so ga razglasili za najboljšega svetovnega pilota leta. Pozdravimo Matevža Lenarčiča. Uvod je bil zvezdniški. Sezona 2012-2013 se je začela glasbeno živahno. In zmagovito. Kakšen temelj za nadaljevanje. Širok nasmeh, ki je nakazoval lahkotnost, a skrival drzne načrte. Kdo bi si konec oktobra mislil, da bodo uresničeni na tako prepričljiv način? Oder za zmagovalke je bil njen drugi dom. Po uvodni zmagi na ledeniku jih je igraje dosegla še 10. Še 14krat je bila druga ali tretja. Prava poezija na snegu. Trdo večletno delo je preneslo bogato letino. Tekmice so ob njenih predstavah, s katerimi je postavljala rekorde, postajale daleč zadaj. Veliki kristalni globus je dvignila z osvojenimi rekordnimi 2414 točkami. Več jih ni dosegel še noben smučar pred njo. Da je bila na koncu najboljša v 3 disciplinah ter srebrna v smuku in slalomu, je kar nekakšna logična posledica tega dejstva. Za razposajenost in veselje je imela dober razlog tudi na svetovnem prvenstvu v šlagniku. Ne le enega, 3. Zlatega iz super veleslaloma ter srebrna iz veleslaloma in super kombinacije. Slovenije, v letošnjem letu, Tina Vize. Vsi poznate njene uspehe, tudi je nekaj našteval, zmagoval na svetovnega pokala. Najboljša med najboljšimi, čeprav največkrat samo z nekaj stotink. Ampak žal je danes z nami ni, ona je v Valdizeru in jaz mislim, da se ne bo javila ostala. Tina, dobro večer. Dobro večer, sem skupaj. Žal ne moram biti z vami današnji večer, ampak v mojih rokah je zelo pomembna nagrada, ki je v Sloveniji sigurno mož imeti dobre rezultate, da jo osvojiš, tako da res iz srca hvala za to. Še bolj sem vesela, če lahko je s svojim delom razveseljujem vas. Vam sproža pozitivna, pa žal tudi negativna čustva včasih, to je pač del športa in tudi življenja, zato tako pač je. Hvala za vso podporo, ki jo prejemam z vaše strani, hvala mami, da je danes tam z vami, v mojem imenu tudi očetu in lep pozdrav vsem, čau. Ja, lani je bila druga za Urško Žolnir, letos prva in to z rekordnim številom točk 390. Tina Maze! In še zadnjo nagrado bomo podelili, kdo je najboljši v moški konkurenci, kdo bo par Tini Maze, kdo bo na vrhu nasledil lani najboljšega hokejista Anžeta Kopitarja, s čim si je to prislužil. Bo na oder prišel sam, bo po Lovoriko poslal očeta, ga bomo videli na posnetku, toliko vprašanj, malce pohitiva, lepo prosim. Tudi zadnji par nadaljevalcev je že pripravljen. Na oder prihajata dva umetnika, za konec. Prvi, ja, je fant, ki polni slovenske kinodvorane, kot
festivalu, tudi pri nas na festivalu slovenskega filma. In je lep dokaz, da se lahko dobro dela pri nas tudi v malo težjih časih. Z njim Locoj, slovenska gledališka igralka, letos je prejela Borštnikov prstan za življenjsko delo. Zelo posebna igralka, ki nikoli ni marala biti tam čisto spredaj v prvih vrstah, kljub temu, da je nastopala v veliko kultnih predstavah, ki so šokirale, ki so bile drugačne in s katerimi je prepotovala dovršen del sveta. Rok Biček in Olga Kacjan za konec. Dober večer. In kdo je najboljši športnik Slovenije v letu 2013? Skače prsno, skače hrbtno, skače butterfly. Aha! Konec marca je v Planici sploh prvič stopil na zmagovalne stopničke v svetovnem pokalu. Toda vrhunec je bil že dober mesec prej v dolini Fieme, sredi zime, ki se ni hotela končati. Peti v prvi seriji na vrhu skakalnice v drugi ni pokazal nobenega strahu. V težkih razmerah je skočil do bronaste medalje in pri 20 letih prišel do prvega velikega uspeha. Mišice pa pokazal šele po objavi rezultatov. 5 dni kasneje je bil zamah Gorana Janusa, s katerim ga je poslal v smučino na veliki napravi, še bolj odločen. Skok brez napak je novega slovenskega junaka pripeljal do srebrne medalje. Veselje navijačev iz Dolenje vasi je bilo nepopisno. Vzdušje v Planici na finalu svetovnega pokala ni treba posebej omenjati. Za konec sezone je dvakrat poletel na zmagovalni oder, junaku iz Predraca pa ni bilo težko dvigniti na ramena niti reprezentančnega kolega za konec izjemne sezone in popoln planiški konec tedna. Priznanje za športnika leta 2013 dobi nekdo, ki ni razredni sovražnik, ki ga pa kot nevarnega nasprotnika na zeledišču dojema vsa svetovna skakalna elita. To je Peter Prevc, dobitnik Peter Prevc je dobitnik 2 odličij na svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih. Žal je Peter že na poti v Engelberg, tako da smo ga ujeli na včerajšnjih treningih v Planici. Olga in Rok, dober večer, pozdravljam Cankarjev dom. Rad bi se zahvalil za nagrado športnika leta, ter tudi vsem novinarjem